Lepo pozdravljeni. Nadaljujemo s popoldanskim programom, kjer se bomo v okviru panelne diskusije na temo zelenih tranzicij v mestih posvetili nekaterim bistvenim vprašanjem sprememb v mestih in urbanih okoljih. Po krajšem uvodu z moje strani bodo današnje panelistke in panelisti predstavili probleme in obstoječe alternativne prakse na treh izredno pomembnih področjih, na področju stanovanjske problematike, vsem dostopnih in zelenih javnih prostorov in deliberativnih, participativnih oblik odločanja o skupnem, predvsem v kontekstu mesta, občin in urbanih okolij. Po predstavitvah strani današnjih gosti in nekaj moderatorskih vprašanjih pa boste lahko vprašanje in komentarje podali tudi udeleženci. Zdaj, mesta postajajo vse pomembnejše polje političnih sprememb v smeri pravičnejše in podnebno nevtralne družbe. Za mestni prostor je izredno značilno, da je v njem koncentriranih ogromno število raznoraznih problemov in izzivov. Mi se bomo, kot rečeno, posvetili nekaterim, da bi se vsem nam čas žal ne omogoče, bi verjetno rabili še eno celo poletno šolo. Zdaj, soočamo se vse bolj zaostrujočo stanovanjsko krizo, ki je neizpodbitno povezana tudi z izzivi pravičnih zelenih tranzicij, vdorom neoliberalnih politik v mestni prostor, preko krčenja zelenih javnih površin, gentrifikacije in enormne potrebe po ozelenitvi in drugih prostorskih ukrepih za soočanje z negativnimi posledicami podnebnih sprememb. Na primer, za mesta zelo značilen pojav toplotnih otokov in na to se bomo pa pogovarjali tudi o manku demokratičnih institucij, prostorov in praks vključevanja ljudi v kreiranje in sooblikovanje politik in ukrepov. No pa vendar, poleg vseh teh izzivov v mestih obstajajo tudi že številni alternativni pristopi, iniciative, gibanja, ki se preko rešitev od spodaj navzgor s temi izzivi soočajo. No in danes se bomo pogovarjali o tem, kakšne rešitve na teh področjih nekako v našem prostoru že imamo, no, pa tudi širše, kakšna je pri udejanjanju teh rešitev vloga mestnih oblasti in države in kako na koncu seveda tudi pospešiti te neke, recimo temu, samonikle zelene tranzicije v mestih. Na ta vprašanja bodo skozi predstavitve in razpravo poskusili odgovoriti naši današnji panelisti in panelistke, ki se jim na tej točki kar najlepše zahvaljujem za udeležbo, pa bi jih na tej točki tudi predstavil. Na sredini Maša Havlina iz zadruge Zadrugator in Inštituta za študije stanovanj in prostora, na skrajno desni oziroma z vaše strani levi, Zala Velkavrh iz Prostoroža in pa direktno na moji desni Matic Primc iz Organizacije za participatorno družbo. Pa bi zdaj najprej k kratki predstavitvi povabil Mašo, beseda je tvoja. Hvala tudi za vabilo. Ja, se slišimo. Jaz bi v bistvu rada nekako nadaljevala to temo, ki se mi zdi, da se je vlekla skozi cel dan že, in sicer politizacija določenih področij, in bi se rada malo osredotočila tudi na politizacijo v bistvu stanovanjskega vprašanja, ker v bistvu smo bili naprošeni tudi, da malo izhajamo iz gibanj ali pa iniciativ, v katerih smo bili aktivni do sedaj, in se mi zdi, da v bistvu je pa to ena stvar mogoče, ki lahko rečem, da smo v različnih v bistvu res gibanjih in iniciativah, katerih del sem bila, torej tako gibanje, ki bomo pa jutri spali, kot tudi v bistvu iniciativa za stanovanjsko zadrugo Zadrugator in tako dalje, da smo uspeli v bistvu zopet nekako opozoriti na to neko družbeno in politično komponento stanovanjske preskrbe, ki se je vmes res popolnoma zanemarilo ali pa pozabilo, kar seveda tudi ni nikoli po nesreči, ne. In torej bi se rada v bistvu osredotočila na to, kako
je vseeno delovala pri nas, pa vseeno tudi marsikje drugje. In čemu je služila v bistvu ta masovna privatizacija in v bistvu širjenje lastništva stanovanj. Zato, da v bistvu ponazorim, recimo, kako res je pač že lastniški staž stanovanja res pač v osnovi politično vprašanje. In vemo, da v bistvu pri lastništvu gre za neko posnemanje tržnih praks. Torej, lastništvo nas na nek način uči osnov delovanja tržnega kapitalizma, torej investiramo, tvegamo, potem, če smo uspešni, plemenitimo svoj vložek, svoj kapital in skozi to začnemo v bistvu res razumeti tudi stanovanje kot neko tržno dobrino, kot blago. In v bistvu skozi to, tudi skozi to, je v bistvu se vzpostavlja ta nek neoliberalni družbeni okvir, neoliberalni družbeni odnosi in nas tudi interpelira kot subjekte neoliberalne. Kar pa tudi v bistvu smo videli, pa pač vodi neposredno v pač posledice, ki jih občutimo danes. Tako da to je bilo zelo skrajšano, ampak recimo. Tako da danes pač po eni strani vidimo najbolj očitno je pač res grozna nedostopnost stanovanj, ampak hkrati pa vidimo tudi recimo revne lastnike, ki se ne morejo privoščiti vzdrževanja teh nepremičnin in pa tudi recimo na ravni mesta ali pa države postane v bistvu urejanje prostora dosti bolj zahtevno, če imamo v bistvu tako razpršeno lastništvo, kar je potem tudi problem recimo z možnostmi upeljave, ne vem, bolj trajnostnih načinov bivanja, z, ne vem, centralizacijo ali pa pač nekim policentričnim razvojem, z možnostjo dekarbonizacije stanovanjskega sklada, mislim, stanovanjskega fonda in pa morda najpomembnejše, takšna privatizacija pač rezultira res neposredno v hudem poglabljanju družbenih neenakosti. No, hkrati pa pač lahko tudi pogledamo na tak način, da pač čim pa nekdo postane lastnik nečesa, mu je dosti bolj v interesu, da ohranja v bistvu obstoječ družbeni sistem in zato se pogosto pač reče tudi, da v družbi lastnikov ni pričakovati revolucije. In zdaj, zakaj se mi zdi v bistvu ali pa na kaj smo probali opozarjati, je pa pač v bistvu ravno ta neka javna družbena odgovornost za zagotavljanje stanovanjske preskrbe, ker trenutno vseeno pač javni akterji ali pa javni sektor je edini, ki lahko pač na velik način v bistvu poseže v ta razmerja vseeno in zagotovi tudi nekaj izboljšanja trenutne situacije. Ampak vzporedno s tem pa pač lahko probamo začeti graditi neke alternativne modele stanovanjske preskrbe, ki se pa trudijo v bistvu stanovanja izvzeti iz teh tržnih mehanizmov, jih zopet postaviti v njihovo primarno funkcijo, torej ne kot blago, ampak kot osnovna človekova potreba. In to so recimo pač, ne vem, skvoti, skupnostni zemljiški skladi in pa pač tudi recimo stanovanjske zadruge, za katere smo se pač v preteklih letih že precej zavzemali, tudi s Maticom v Mariboru. In kar se mi zdi recimo tukaj tudi pomembno, da pač da nimajo v bistvu samo te funkcije, da zagotovijo recimo bolj dostopna stanovanja, ampak da imajo v bistvu tudi potencial, da širše družbeno vplivajo. Torej, da tako kot recimo lastništvo vzgaja v določene vrednote, kako ravnati z blagom. Zadruge v ospredje postavljajo pač direktno demokracijo, solidarnost, empatijo z drugimi in pa pogosto tudi uspejo skozi to, da se ljudje povežejo v zadrugo, zmobilizirati ali pa postaviti v vlogo odločevalcev tiste, ki so ponavadi iz tega področja izvzeti. Tako da tukaj mislim, da je nujno, da pač probamo širiti tako pač neko javno odgovornost in pa hkrati graditi na nekih alternativnih sistemih, ki bi lahko v prihodnje tudi postali pomembni tudi pri nekih transformacijah. Hvala za tale uvod. Bomo potem še kaj rekli, no? Ampak bi zdaj najprej, se mi zdi bolje, da naredimo najprej en krog teh predstavitev, pa bi zdaj na tej točki
kar tebi predal besedo, Zala. Hvala. Kolega ti še PowerPoint. Ja, kar počas. Jaz bom kar eno vat naredila in sicer se mi zdi fino nadaljevati točno tam, kjer je Maša končala, in sicer pri tem, da je razporeditev stanovanj med populacijo neenakomerna, da enostavno pač so razlike med stanovanji zelo velike in da je vsaj trenutno v situaciji, v kateri živimo, skoraj neizogibno, da imajo nekateri udobna velika stanovanja, velika večina pa v bistvu stanovanja, ki so premala, kjer so pogoji za bivanje nezadostni. In prav to je eden odgovorov na to izhodiščno vprašanje, ki sem si ga zastavila, zakaj potrebujemo zelene javne prostore povsod po mestu. Pa bom mogoče čisto na hitro samo orisala to na primeru Ljubljane. Ljubljana se pogosto pohvali s tem, da ima 542 kvadratnih metrov zelenih površin na prebivalca, kar se sliši veliko in tudi v resnici je v primerjavi s številnimi drugimi mesti, ampak ko pa pogledamo, se že tukaj na zemljevidu se vidi, da večino teh zelenih površin predstavljata dva gozdova, se pravi Tivoli, Rožnik in pa Golovec. Po mestnem tkivu samem so pa zelene površine zelo neenakomerno razporejene. To se zelo dobro kaže tudi na karti toplotnih otokov. Tole je bilo posneto leta 2014 in tukaj se vidi, da so toplotni otoki nahajajo, seveda ne tam, kjer je gozd, ampak blizu nekih večjih industrijskih površin. V okolici teh površin so tudi stanovanja, ki so manj vredna, in ki so mogoče lažje dostopna. Zakaj zdaj javni prostor in kakšen bi moral biti? Ni dovolj, da imamo samo nekatere javne prostore, ki so neenakomerno razporejeni. Javni prostor, vsaj to je recimo Dunajska mestna uprava zastavila, pa se mi zdi zelo fino izhodišče, mora biti dostopen peš, se pravi, mora biti zelo blizu vsakega stanovanja, mora biti dostopen ne glede na razne oblike oviranosti, ki jih imaš, kvaliteten, udoben. In točno to udobje je pa tudi eden od dejavnikov, o katerem bi rada danes govorila. Mislim, da vsi, ko boste zapustili to poletno šolo, boste videli razliko med udobnim pa neudobnim javnim prostorom, ki je osenčen ali pa neosenčen. Tole bom kar spustila. Se nahajamo v enem od zgodnejših vročinskih valov v Evropi. Kaj je pomembna razlika, je to, da v času vročinskih valov so smrti bolj pogoste, še bolj pomembno, ko načrtujemo mesta, pa je to, da v mestih v povprečju v resnici umre več ljudi kot na podeželju, ker so mesta bolj vroča, vročino je tudi težje prenašati. In to je ta podatek, ki bi nas moral skrbeti. Prav zato je zelo pomembno govoriti o zelenju, govoriti o drevesih in o tem, kako zagotoviti zelene, dostopne javne površine čim večjemu številu prebivalcev. Tega se lahko lotimo na strateškem nivoju, lahko pa primerjava med osenčeno javno površino tukaj na desni in javno površino brez dreves, to je glavna avtobusna železniška postaja v Ljubljani. Ti dve ulici sta zelo blizu, razlika v površini temperature pa je skoraj 20 stopinj. In to je pač izključno učinek dreves. V tem primeru, ker tudi tukaj, kot vidite, je sonce direktno na ulico. Zelene površine lahko zagotavlja mesto, po drugi strani pa poznamo številne samonikle prakse, ki tudi iščejo, identificirajo neke zelene javne prostore. To je mestni park, ki je nastal zelo blizu enega od večjih toplotnih otokov v Ljubljani. Tukaj pa je samo par primerov nekih zelenih praks, na katere smo delali v našem studiu, druge so izvajali prebivalci sami, nekatere tudi druge nevladne organizacije, mislim, da to lokacijo boste celo obiskali. Če ne bi bilo samoniklih ustvarjalcev javnega prostora, bi bilo na primer ta ulica še vedno gradbišče z bistveno manj javnih površin, čeprav je bil to samo začasen park, ki zdaj v bistvu ne obstaja več, ker se je pogradil. Nažalost. Kaj pa mesta potrebujejo, da lahko podprejo takšne samonikle prakse? Tole je primer Kopenhagna, danske prestolnice. Kopenhagen si je zadal ena kar
resna, konkretna izhodišča, kaj početi v javnem prostoru in kako sploh izmeriti, da je zagotavljanje javnih površin zadostno. In sicer 3 od ciljev, ki so si jih zadali: več urbanega življenja, več sprehodov in več ljudi, ki se v javnem prostoru zadržijo dlje. Se pravi, če vse te 3 dejavnike povzamem, spet govorimo o udobju. Ali je ljudem na javnem prostoru udobno? To pomeni, da bodo večkrat prišli in da bodo ostali dlje. Drug dober primer, po mojem mnenju, pa je mesto Dunaj. Spet par zadev iz njihove strategije, ki je nastala leta 2010. Dejansko je potrebno zagotavljati javne površine. Razmišljati je treba o tem, kako naj se javni prostori enostavno prilagajajo na spremenjene potrebe prebivalcev, na spremenjene podnebne razmere. Treba je razmišljati o tem, kako zagotoviti participacijo, transparentnost pri recimo izdajanju dovoljenj, že samo zato, da se ljudje bolje povežejo z javnimi prostori, in razmišljati o tem, kako ljudi zgodaj vključiti v procese načrtovanja, zato da se s prostorom identificirajo in ga potem tudi raje uporabljajo. Seveda spet vse zato, da če imaš premajhno stanovanje, se lahko nekam zatečeš in to naj bo javni prostor. Hvala. Hvala, Zala. Zdaj pa še, Matic, še tebi beseda, no, da nam pa predstaviš malo oblike soudeležbe ljudi pri odločanju in stvari, ki jih delate. Ja, no, zdaj, ko gledamo na nivoju mest, je pač jasno, da samo na tem nivoju se ne bo dalo rešiti pač klimatskih sprememb. Kljub temu imajo mesta kar vlogo pri določenih aspektih. Eno je že promet, kako se organizira, drugo je pač pokrito z zelenimi površinami, ko smo glih poslušali. In pa vedno prideš na vprašanje, ampak kako se pa da kaj od tega doseči dejansko. In pred nami je bilo dobro razloženo, pač kaj so težave te liberalne demokracije, ki jo imamo, ki smo se zanjo tako borili, pa kar naenkrat ugotoviš, da znotraj tega sistema praktično ni nobenega demokratičnega mehanizma, da boš ti kaj dosegel. In če pogledamo, kaj obstaja na nivoju zdaj lokalne samouprave, ko so torej pač referendum, ljudska iniciativa pa zbor občanov, in se malo spustiš v drobovje tega, hitro ugotoviš, da pač referendum pač predlagalnega tako so ukinali, se ne da nič. Ljudska iniciativa sam pomeni, da greš ti skozi cel postopek, ko da hočeš referendum izvesti, ampak vse, kar to dobiš, je, da na eni seji obravnavajo, pa zavrnejo, pa je to. In si pač par mesecev stran vrgo. Je pa tudi zbor občanov, ki si ga občine tipično tako razporedijo, da ali je zavezujoč, pa tak visok kvorum, da ga noben ne more izpeljati, ali pa pač ni zavezujoč, pa ga lahko sklicuje se pač po mili volji. In zdaj v teh kombinacijah zelo težko pač ti kot občan neki prideš, ti preostane bolj aktivizem. Zdaj obstaja pa en mehanizem, ki v zakonu sicer ni predpisan, se pa izvaja, za katerega so me prosili, da ga tudi omenim, je pač participatorni proračun. Trenutno ga v Sloveniji izvaja 36 občin in zadeva je enostavno en postopek, kjer se občanom v odločanje preda en del občinskih sredstev. Ta del je, občani lahko sami predlagajo, kaj bi se s tem naredili, in tudi sami odločijo z glasovanjem, kjer od teh predlogov se jim zdi najbolj smiseln. Zdaj ta postopek je pa funkcionalno odločevalen, kajti občine se z uvedbo oziroma izvedbo tega že vnaprej zavežejo, da bojo upoštevali rezultate glasovanja, in tudi v praksi se to zgodi. Torej, kljub temu, da to ni zdaj zakonsko podeljeno pač moč odločanja, tako rečemo na referendumu ali pa na volitvah, kljub temu v praksi je, ker se izkaže, da občine dejansko sprejmejo in izvedejo vse predloge, ki pridejo oziroma in so zglasovani. Zdaj, ampak kaj pa se da zdaj s takimi predlogi dejansko, ali pa kakšne predloge bi naredil, da bi bili neki vplivi
dejansko vidni, ne, na nivoju mesta. To gre tipično za neke manjše projekte, ne, posege v pač nek življenjski prostor neke skupnosti. In tu je odgovor, ne, da marsikaj, ampak včasih moraš biti malo kreativen. Ne, s tem ne moreš posegati naprimer, ne, v splošne strategije mesta, ne vem, o ravnanju z zelenimi površinami ali pa strategijo prometa ali pa kaj takega, ne. Ampak ne, lahko pa ne, povečuješ količine zelenih prostorov v mestu, ne, predlagaš zasaditve, predlagaš, ne vem, ne, park and ride sisteme, pilotne projekte, kakih drugih praks, ne vem, sodelovanja med občani, ne vem, pilotne solarne elektrarne, zelenitve zidov, svašta, ne, se da narediti. In z neki pač lastnega kreativnosti, ne, in pač truda, ne, se dejansko da to pol tudi doseči. Ne, zdaj tudi zneski, ki so temu namenjeni, tipično niso majhni. Občine približno nekje med 5 do 10% diskrecijskega proračuna dajejo za te stvari, kar je precej, ne, več kot daje, na primer, več kot procent BDP-ja, ki bi bil potreben za zeleno tranzicijo, ne, tako imenovano. Ne, in če se pač okoli tega organizira, ne, neka skupnost, se tudi med seboj informira, ne, in pač deluje relativno usklajeno, ne, v teh postopkih, si lahko marsikaj tudi pribori, ne. Hvala vsem trem za tele vaše uvodne predstavitve. Nekako kažejo na to, no, ali pa ste vsak na svojem področju, pa tudi že sami ste jih majčkeno povezali in prepletali, da te neki alternativni pristopi, modeli reševanja različnih izzivov, no, saj teh, katere naslavljamo mi danes, zdaj od bolj demokratičnega, participativnega upravljanja, reševanja stanovanjske problematike prek zadružništva in drugih modelov, ki stanovanja nekako vzpostavljajo kot skupno dobro in ne po taktirki profitnega motiva, pa do zelenitve mest na vključujoč način. Pokazali ste tudi nekaj, no, okoljskih in družbenih učinkov takšnih praks, pa vendar, to si ti, Matič, že nekako izpostavil, no, se te pristopi znova in znova znajdejo na politični margini in se kaže potreba potem, da jih je potrebno na vse možne načine okrepiti in povezati, no. Zato bi vas najprej v bistvu vprašal tole. Glede na vaše izkušnje, kakšne dodatne premike v bistvu na teh področjih, na katerih delujete, potrebujemo, kaj bo potrebno spremeniti za te večje premike, o katerih zaenkrat bolj kot ne razmišljamo in si jih želimo. In pa ti Zala si jih nekaj že naštela, no, ampak če ne pri nas, kakšne dobre prakse, kje drugje že poznamo, no? Ne, mi smo se v studiu 2 leti nazaj lotili enega projekta, zaradi katerega sem se zelo dobro seznanila s to temo urbanih toplotnih otokov. To je bil projekt Vroče točke, ampak zdi se mi, če sprašuješ, kaj je potrebno za to spremembo, kaj je potrebno za to, da se res nekaj premakne, in zdi se mi, da je v bistvu to mogoče, da bi to moglo biti vprašanje tako za nas, ki delujemo na nivoju nekih grassroots iniciativ, kot za politike, ki delujejo top-down. In sicer ali že ugotoviti, ali že obstaja zavedanje, politična podpora nekemu zelenemu prehodu. Ker se mi zdi, da se zelo velikokrat v ospredje postavljajo druge teme, na primer v mestih. Potreba po parkiranju, potovanje v Ljubljano, v katero migrira skoraj četrtina Slovenije, je zdaj ena zelo pomembna tema v Sloveniji, in vse, kar slišimo v medijih, je to, da je treba razširiti obvoznico in potem zagotoviti več parkingov. In zdi se mi, da je to narativo je treba spremeniti. Treba je ugotoviti,
pa pokazati mogoče zelo javno, da v bistvu se ljudje, naprimer vročine v mestih, zelo dobro zavedajo, da se zavedajo, da je bolj udobno biti v parku, kot pa na sred parkirišča. Potem se mi zdi, da je tudi bistveno lažje ukrepati, mogoče vsaj politikom lažje narediti nek prvi korak, ker če se zatikamo v neke te vsakdanje teme, kam bomo parkirali avto, se mi zdi, da res ne bomo nikamor prišli. No. Tako da jaz ne pozdravljam tega vročinskega vala, je pa zanimivo, da se vsaj medijski diskurs, kot ga zdaj spremljam, ni obrnil v to, koliko klim rabimo prižgati. Ampak kaj je mogoče treba spremeniti na nekem malo bolj konkretnem strateškem nivoju. Sem še eno hitro podvprašanje, ker si prej te vroče točke omenila. To se mi zdi, kolikor sem si gledal, pa takrat, ko sem prišel ta projekt ven, se mi zdela dobra praksa. Vi ste v bistvu vprašali dejansko ljudi, kje so te vroče točke, pa se v bistvu precej sovpadali to z tudi nekimi strokovnimi ali pa analitičnimi ugotovitvami. Po eni strani ja, po drugi pa so se pokazale zanimive razlike, zato ker naprimer najbolj pregreto območje na območju Ljubljane je BTC, to je območje nakupovalnega središča, skladišč. Tam je samo asfalt, beton, pač ni nikakršnih dreves. Po drugi strani, ko smo mi spraševali ljudi, direktno smo nagovarjali pešce, kolesarje, se pravi ljudi, ki so vročini bistveno bolj izpostavljeni kot ljudje v avtomobilu, ki ima klimo. In izkazalo se je, da jih ne moti najbolj situacija v BTC-ju, kamor vsi pridejo z avtomobilom. Kar je spet se mi zdi, da en dober indikator, mogoče za občinsko upravo, ki je česa se zdaj prioritetno lotevati, pa tudi mogoče na kakšen način. Ker BTC, ne vem, mogoče bi bilo treba polovico tistih skladišč pač porušiti. Samo namig. Ja, mislim, kar se tiče stanovanja, je podobno v bistvu, kot je Zala rekla, v bistvu rabimo narediti najprej en tak preskok v tem, kako mislimo stanovanjsko politiko v resnici. Ker pač trenutno mislim, da v Sloveniji pa res ni edina v tem, ampak razumemo stanovanja predvsem kot socialni korektiv. Medtem ko pač vemo, da stanovanjska preskrba pač ima temeljni vpliv na praktično vsa druga relevantna družbena področja. Pač, če govorimo o izobraževanju, o zdravstvu, o gospodarstvu, konec koncev, če hočemo o zeleni tranziciji, o pač, ja, skoraj da pač karkoli lahko povežemo nazaj do stanovanj. Tako da tukaj mislim, da je nujno potreben pač ta osnovni priskok v razumevanju stanovanjske preskrbe in politike in tudi v tem, da pač se tega ne razume kot nek dodaten strošek države, ampak res kot pač investicijo, ki kot so na Dunaju že mnogokrat dokazali, se pač več kot dvakratno povrne vsakič pač. Tako da pač stanovanjska preskrba pač mora biti neka osnova, na kateri potem lahko gradimo. Kar pa je pač še nujno, se mi zdi povezano sploh pri tem, ja, ko hočemo v bistvu doseči nekako bolj trajnostne načine bivanja, je pa pač tudi vprašanje zemljiške politike, ki je pač neposredno povezana s stanovanjskim vprašanjem in to je pač po eni strani res, kako organiziramo gradnjo v prostoru, hkrati pa tudi kako lahko zadržimo nek nadzor nad prostorom. In tukaj se pač kot res prakse, ki prednjačijo na tem področju, kažejo pač države, ki imajo v javni lasti ogromno pač površin. In to je recimo, zdaj sem bila ravno v Helsinkih, v Helsinkih imajo skoraj 70% vseh zemljišč je v javni lasti. In torej dosti lažje v bistvu regulirajo in upravljajo s tem stanovanjskim fondom in bodo dosti lažje tudi recimo naslovili recimo problem dekarbonizacije grajenega okolja in tako, kar pač vemo, da tudi predstavlja četrtino problema. Tako da v tem smislu mislim, da je to tudi pač ni zanemarljivo, pa sem mogoče lahko tukaj ostala. Ok, če se jaz še dotaknem odločevalnega dela, oziroma soodločevalnega dela pri vsem tem, za vsekakor obstoječi mehanizmi niso dovolj dobri, da bi pač to naredili, tudi participatorni proračun, o katerem sem govoril, pač ni dovolj dober.
da bi to naredil, pač stvari se bojo morale reševati, ne, prek nekih teh strateških politik, ne, strategij, tudi na nivoju občin in podobno, ne, in tu sta pač neka dva aspekta, ne, treba bo pač demokratično odpreti tudi postopke sprejemanja pač teh strategij, ne, nekako se izkaže, da tudi splošna javnost, ne, je precej bolj dovzetna ali pa zainteresirana za pač dejansko neko ukrepanje, ne, ko pa oblasti, ne, ki tipično pač služijo kapitalu, manj kot občanom, ne, in se velikrat, ko se te ozelenitve izvajajo in podobno, ne, gre za nek greenwashing, ne, da zgleda, kot da se trudijo, ne, v resnici pa učinka ni, ne, medtem ko občani, ne, tipično pač hočejo konkretne stvari, ne, ki bojo res imele nek vpliv, ne, na njihovo bivalno okolje. Zdaj pač to se da obrniti, ne, z veliko več vključevanja občanov, ne, že v fazi priprave nekih strategij ali pa kaj podobnega, ne tako, ko se zdaj naredi, ne, pač na občini napišejo, pa dajo za par tednov v javno razpravo, ne, kjer lahko pač daš pripombo, ki jo pač zavrnejo, ker so že prej se odločili. Ne, pač v praksi je tako, ne. In to obstajajo razne oblike. Lahko se namenijo specifični neki skladi, ne, torej po svetu tudi obstajajo, ne, participatorni proračuni specifično namenjeni pač zelenim nekim ukrepom, ne, kar pa fokusira v bistvu nek ta denar, ne, ki ga občina temu nameni in ga hkrati še vedno upravljajo občani. Pomemben je tudi, da so politike zasnovane tako, no, da pač omogočajo dolgotrajno vključevanje občanov, ne samo pač na eni točki, pa nikoli več. Tudi če je ta točka bolj na začetku, ne, kar je dobro, ne, ampak to nikoli več pa ni dobro, se stanje spreminja. No, ampak da ni vse na občini, ne, treba je reči, da pač mora tudi neka pripravljenost na strani občanov obstajati, ne, da se bojo v to vključevali. Vse prevečkrat, ne, si ljudi predstavljajo, se pa smo jih izvolili, pa se jih plačamo, naj zdaj naredijo, ne. To je zelo nekoristen impuls, ne, ker če ti nič ne sodeluješ in zahtevaš od njih, ne, pač drugi ljudje to počnejo, ne, in pa se pač na njih odzivajo, ne. Torej moramo za tem neka aktivna javnost pač tudi biti, pa magar neformalno organizirana v neke pač ljudske skupine nekih, ne, samoorganiziranih iniciativ ali kaj takega, ne, ki pa kaže, da je lahko, ne, z pritiskom pač kar vplivajo, ne, na občine in da šele v odsotnosti pač takih pritiskov, ne, občine čisto odplavajo, ne, in je to nek dober začetni korak, ne, če se vprašaš, kaj zdaj narediti, ne, pač skupaj s sosedi, sokrajani, pač se prični dobivati in se pogovarjati o tem in išči načine, ne, in tudi vsi obstoječi mehanizmi, ki obstajajo, jih lahko razširiš, ne. Lahko vplivaš na občino, ne, da karkoli pač je, da karkoli pač imajo, razširijo, poglobijo, dajo več denarja, ne vem kaj. In če je to neka vztrajnost, zatem se to bo zgodilo, ne, občine se odzovejo na to, če ne vsake 4 leta, ko pride eden pa neki obljub, kar prejšnji ni hotel, ne. Ni glih najbolj učinkovito, ampak v zadnji instanci, ne, pač tudi to nekako deluje, ne. Hvala. Tole bi vas še vprašal, ne, zdaj na eni strani imamo mesto, ki je sploh, ne vem, recimo v nekem mesto take velikosti, kot je na primer Ljubljana ali pa pač praktično vsa ljubljanska, mislim, vsa slovenska mesta so v bistvu na nek način idealni eksperimentalni prostori in po količini prebivalca obstajajo tudi vse neke mogoče neizdelane institucije in prostori in tako, ampak te vseeno so, no, vseeno je to neka raven, ki jo jaz vidim, no, da omogoča neke spremembe, a ne, na drugi strani je pa pač seveda tudi, kar smo danes poslušali tudi že, ne, pa mislim, da ste vsi trije saj do neke mere izpostavili, pa vseeno v nekem odnosu večkrat podrejenem do države v smislu tega, da država določa preko zakonodaje številna področja, ki se tičejo mest in urejanja stvari v mestih. Pa me v bistvu tukaj zanima, no, kako vi vidite to vlogo in na eni strani mestnih odločevalcev, kaj se mora na tej ravni
vzpostaviti, da bi pač omogočali večje pronicanje pač takih praks v prostor in na drugi strani, kakšna je tukaj vloga države, no, ne ravno vloga države, ker smo pač seveda mi tisti, ki moramo države to spremembo zahtevati, ampak kakšne bi te spremembe na ravni države mogle biti, no. Zdaj težkih je našteti, no, ampak treba vedeti, ne, da pač v mestih bolj ko ne rešujejo probleme, ne, ki nastanejo pač z državnimi politikami. Ne. To, ko je bilo prej omenjeno, ne, da pač hoče četrt Slovenije v Ljubljano delati, ne, to ni zato, ker so se odločili, ful fino bi bilo, ne, ampak zato, ker je okvir, ki je nastal, ne, pač izven dometa Ljubljane, pač tak nastavljen, da se to najbolj splača. Ne. In pač so, ne, občina rešuje, ne, ta problem, ne, lahko ga tako, da pač širi ceste, pa večja število parkplacov, ne, lahko pa ta problem se reši na nivoju države, ne, se, ne vem, spremeni sistem vračanja stroškov za delo, se omogoči delo z doma, se res podpira decentralizacija, ne, tudi gospodarska, ne sam govori o tem, in podobno, ne, in pač v nekem roku pa neki problemi, ki jih občine rešujejo, pač ostanejo, mislim, zginejo, ne. Težko bi pa rekel, da kiri točno bi pa zdaj ti bili, da bi jih znal našteti, a bi bila mi pretežka. Ja, mislim, meni se zdi, da sta oba predvsem bila pač on point s tem, da se nič ne zgodi, brez da to zahtevamo. In res je, da v Sloveniji imamo v bistvu zelo prepleten ali pa v bistvu zelo majhno avtonomijo glede marsičesa na ravni mesta, in da je marsikdaj pač res treba tudi odgovornost pripisati državi. Se mi zdi pa tudi, da župani pogosto ne zahtevajo in ne pritiskajo dovolj naprej. Tako da se mi zdi, da vsem tudi ustvarjati pritisk na lokalni ravni, vsaj zahtevati neko odgovornost županov, da se pač do tega opredeljujejo ali pa pač mestnega lokalnega sistema, kakorkoli, in pritiskajo naprej, ker pač imajo oni vseeno dosti večjo moč kot mi. In torej tukaj se mi zdi, da mislim, lahko z marsičem, pač, če so zedinjeni, lahko boljše vplivajo, kot če nas je enako število ljudi, pač tako. In ja, tukaj se mi zdi res, da je pač vse v tem, da pač zahtevamo stvari. Na ravni mesta pač smo mi imeli srečo, da smo v bistvu od, ne vem, že par let v bistvu sodelujemo v redu z mestom, ampak nas res pač nacionalne politike pač onemogočajo do te mere, da pač ne moramo speljati, čeprav je mesto pripravljeno in bi bilo pač res spodbudno, no, tako, glede projekta in vidi tudi prednosti tega in vidi, zakaj je potrebno in tako dalje. Tako da neke stvari bo pa vseeno pač treba spreminjati na nacionalni ravni. Ampak recimo, da smo zdaj, ne, ob zadnjih volitvah dobili nov veter v jadra, zato da spet malo več probamo, ker se mi zdi, da pod prejšnjo vlado smo skoraj že obupali, da pač kakršnokoli zagovorništvo, pritiski, da imajo kakršenkoli vpliv, ne. Sem še eno pod vprašanje, mislim, ti si aktivna tudi v, kje bomo pa jutri spali, ne? Kakšna je pa recimo, mislim, a je ta poskus preko enega gibanja ali pa pač pritiska na ta način, kako gledaš na to, no? A to, mislim, se ti zdi, da je prinesel neke dodatne družbene spremembe, se je treba na ta način še naprej angažirati? Jaz mislim, da tako kot sem prej nekako nakazala, da to je mogoče prineslo spremembo v tem, da se ljudje zdaj bolj zavedajo vloge države pri stanovanjski preskrbi, da je to prišlo v del običajnega javnega diskurza, da je stanovanjska problematika postala pač velika tema na volitvah, že zadnje 2 volitev. In tukaj mislim, da pač smo bili uspešni v premiku stvari naprej. Ampak se mi zdi pa, da v bistvu vse spremembe, ki so se do zdaj dogajale tudi na recimo zakonodajni ravni, so bile spremembe, ki državo niso bolele.
ki niso pač, za katere niso rabili sredstva zagotoviti dodatna, ampak so vse pač spremembe, ki grejo v bistvu čist klasično naprej s to neoliberalno logiko, ok, povečujemo zadolževanje stanovanjskih skladov, pa pač, ne vem, probamo spodbuditi recimo skozi neke subvencije pač bolj dostopno stanovanje in tako dalje, ampak vsi pa vemo, da tisto, kar pač bi najbolj rabili, je pa recimo sistemski vir financiranja, kateremu pač se v prejšnjih volitvah v bistvu se je marsikdo zavezal, v teh pa dosti manj. Tako da je zanimivo in tukaj se mi zdi pa, da v bistvu nismo bili uspešni v dovolj veliki mobilizaciji in da ljudje se še niso pripravljeni toliko mobilizirati za stanovanja, ker pač, ne vem, še vedno ostaja to nekako v naših glavah, da sej jaz imam še v redu, sej pač tako je, ne, in da se premalo zavedamo v bistvu res to, kaj lahko zahtevamo in kako se lahko stvari spremenijo. Tako da mislim, da za te resne spremembe, te spremembe, ki bi marsikoga, ki je pač močen na strani politike ali pa pač za politiko, tudi zabolele, pa pač niso bile še sprovedene. Jaz sem hotela sam izpostaviti mogoče v odnosu med občinami pa državo, no, ta še kar problematičen trend vzpona župana menedžerja, ki se mi zdi, da ni omejen, niti približno ni omejen samo na Slovenijo, niti na Ljubljano, ampak postaja en tak velik močen trend, kjer se v bistvu, vsaj po mojih opaženih, župani z državo večinoma pogovarjajo o službah, o nekih delovnih mestih, o ekonomiji, ali pa recimo o gospodarstvu, no. Ampak zelo redko pa pridejo, zelo redko je sploh čas za katerokoli drugo temo, ki ni vezana na prilive v njihovi lokalni skupnosti. In tukaj pač, če se zdaj pogovarjamo o okolju, jaz mislim, da pač smo s tem trendom, ki se razvija, res šli toliko daleč nazaj. Ne pogovarjamo se več o stanovanjih, ničesar drugega ni, samo to, ok, kje so delovna mesta, kako najlažje priti do njih, kako zadržati podjetja v občini. In mislim, da bi bilo tukaj treba narediti en velik premik, ki pa dvomim, da bo prišel ali od župana ali pa od lokalnih skupnosti. No. Podjetja pa turiste. Ne? Pa turiste, seveda. Ok, eno, malo težko vprašanje, ampak kar, prosti. Ja, meni se zdi, da je ful pomembno to, kar je Tala izpostavila, tudi iz vidika, ok, po eni strani se ful borimo proti krčenju javnih prostorov in nas skrbi to pač, da se krčijo javni prostori in zelene površine in tako dalje. Ampak po drugi strani se mi zdi pa, da res občine vse pogosteje niso zaupanja vreden upravljalec s tem javnim prostorom. Tako da se mi zdi tukaj, da pač bi mogli tudi začeti razmišljati o tem, kdo naj upravlja s tem javnim prostorom in na kak način. In da tukaj pač, ne vem, sam, kar se trenutno dogaja, pač javne institucije niso ravno pač, če so kadarkoli bile, ne, zaupanja vredne. Jaz sicer mislim, da morajo občine upravljati z javnimi prostori in da morajo ostati v javni lasti. Skupnostni sistemi upravljanja javnih površin so zelo dobrodošli, ampak samo javni lastnik lahko zagotovi, da bo prostor zares javen in brez kakršnih koli omejitev. Nisem mislila na javno lastništvo. Javno lastništvo ne ostane, samo upravljanje govorim. Ok. Zdaj pa mogoče, probite biti hitri, čeprav mislim, da to vprašanje nima tudi približno hitri odgovorov, ampak kako pa zdaj, da ne bomo pač ostali na tej neki mogoče malo pesimistični noti, kako pa pač to pospešiti, kako pospešiti zdaj te prakse, o katerih ste danes govorili, pa je več kot očitno, da prinašajo res številne pač čist ne samo okoljske, ampak pač tudi družbene koristi. Kako se organizirati, kaj po vašem početi, da zagotovimo pač uspešnost pri udejanjanju teh rešitev?
Ja, lahko vprašanje v minuti ali manj, ali kaj. Ja, nič. Ja, lahko dve. Ja. Mislim, ne vem zdaj, ne, zdaj enoznačnega odgovora na to ziher ni. Ne. Po moje, ne, jaz bi rekel, drzni si in se pač organiziraj na kakršenkoli način se ti zdi. Ne. Zdaj, če rabiš dobre primere, pač jih zgooglaj ali nekaj, pa probaj pol naprej. Ne. Ampak meni se zdi, no, da karkoli delaš, delaj trajno. Ne, če se zdaj lotiš, ne vem, neke iniciative, da bi nekaj spremenila, ne, reči si, ne, zdaj bom 10 let to delal, pa bom pa pogledal, če se mi je splačal, ne, oziroma če je cilj dosežen, ker če se aktiviraš za 2 tedna, ne boš imel nič vpliva, nobenega. Ne, pač vsi na vseh organih so trenirani na to, da odbijajo te ljudi, ko en dopis pošljejo, ne, in so zmagajo na vsakem turnirju, ne, pač z občani takle si podaja žogico. Ne, ampak po mojih izkušnjah, ne, naprimer v iniciativi Mestni zbor, ko zdaj 10 let že delujem, se pa izkaže, ne, da če si dolgotrajen, pa obupajo, ne, in pač ti popustijo in pač, ne, dajo tisti bicikl, ko najbolj škripa, na olijo, ne, in dejansko se da kaj narediti, ne, in tudi neke čist take iniciative, relativno malo številčnih občanov, ne, z vztrajnostjo marsikaj dosežejo, ne, na tem nivoju, ne. Zdaj, kako točno se pa tega lotiš, je pa večurni pogovor, ne. Ja, jaz mislim, da lahko prikimamo temu, predvsem, da pač več sprememb bo mogočih, čim več se nas bo angažiralo in čim bolj bomo zahtevali stvari in čim bolj bomo jezni, kadar je treba biti jezni. In to se mi zdi, da pri stanovanjih recimo sploh še nismo dosegali in upam, da bomo kmalu. Obstaja par dobrih praks, kako se angažirati, pa nekaj doseči. En tak svetovno znan primer je recimo to letališče Tempelhof v Berlinu, kjer pač se je ta civilna iniciativa precej spontano razvila v eno mestno gibanje, ki je ohranilo ta prostor javen. In jaz močno upam, da se podobno dogaja tudi z našim bežigrajskim stadionom. Eno zelo lepo zgodbo smo imeli tudi v drugi ljubljanski soseski v Šiški, kjer so prebivalci v bistvu s civilno iniciativo uspeli preprečiti gradnjo neke zelenice. Tako da pač teh slabih praks v resnici sploh ni malo, pa jaz sem zelo vesela, da se zdaj nekako ljudje angažirajo za to, da jih zaščitijo. Bi pa zelo rada videla, da se to prelije v eno malo širše politično gibanje. No? Preden predam besedo za vprašanje in komentarje še ostalim, ki ste se glih na to, mislim, vsaj delno na to navezali, bo v sredo ob 19. uri bo v bistvu, poglejte si v večerni program, sicer bolj lokalizirani problemi, pa tudi mislim, da bo izključno v slovenščini, ampak bo Ljubljana odprto mesto, no, kjer bo pač tribuna se v bistvu nekako nadaljevala, mogoče malo bolj aktivistični smeri tudi na področju tega, kakšne boje v mestih potrebujemo in kako si zagotoviti boljše okolje življenjsko. Tako da zdaj pa bi na tem mestu predal besedo, ja, vam, vidim, da je že eno vprašanje. Thank you so much. I will really appreciate your sincere comments because you are thinking on your city, you are thinking on your development. I really respect. And of course, you have shared with us a lot of nuances, doubts, and how you will like to do things. So I want to share with you one experience from my country that is quite important in the face of the COVID pandemic. Because even when we think that there are different things, they are too similar. I mean, there is an increase of different kind of environmental problems that it's supposed to take our part. Because in one while, maybe we will not have a planet to live in. I mean, it's rather dramatic. I know that this is not the quite approach to follow, but for us it's very important because for us it's survival. In an island in which you have the sea level increase,
You have to do something either if you don't have all the conditions for that, because otherwise you will not be living in a while. But nevertheless, taking into account the pandemic lessons for us, we have found out that in terms of environmental development, local development is very important. And decentralization is very important. You have been telling us that sometimes municipality authorities don't really work with, and for us, in this sense, it's the same. We are supposed to be a very centralized country, and then we have the provinces, and then you have the municipalities. But in terms of environment, ecosystem approach has become one of the most important approaches in the country, because either you solve your problem, for example, you are talking of migration, you are talking of heat waves, and how may the people understand that those things are important, that there are policies you are supposed to design. In this sense, coordination is very important. Coordination among sectors. For example, she's talking of housing and how to explain that housing cannot do the things they are doing now, because in a while you will have more heat, you will have more environmental affectations with, for example, people will not have the possibility to really have a nice life. In coordinating, for example, we have found out that the private sector can work with the state sector. In a while, we will have alliances. We are developing alliances with them, as China did in the moment they were accused of the pandemic or whatever. Then we have found out that private sector also can help the state in dealing with this kind of housing problems. I am not saying we don't have problems, okay? I am not saying this, is totally the contrary. But how the pandemic has taught us that there are things that we are supposed to coordinate. We are supposed to coordinate also physical planning. Because now everybody's talking of intelligent city. No more talk of this in Cuba, okay? Because intelligent cities are quite a process. You need technique, you need technology, you need the people to understand what they will be building actually. But this is very important because I see here that the conditions are very nice. I mean, I am not people living here, but what I see in terms of environment, in terms of how you clean your city, how it's very nice. I mean, how much you can do with coordinating with the private sector, I don't know, but I should say it could be nice if the municipalities can engage in this. You were talking of heating wave, and this is very important. For example, I will tell you an anecdote. We have in the Caribbean Sea many islands that are supposed to deal with tourism. But of course, private sector is very important in that. So they build the hotels on the dune. And they were very happy with that until environmentalists came and says, okay, if you continue building the hotels in the dune, then in a while, you will have the sea coming and you will lose all your infrastructure. This is the same in your case. If you don't teach them that the trees will help in the future, the business, I'm sorry to talking like this, they will destroy everything. And in a while, they will have no trees. But this is the same element. Even in the housing, infrastructure, construction, now there are a lot of models that preserve the heating and the coldness of the house. There are new techniques. For example, Asian countries are using them. They build like gardens everywhere in the house, everywhere in the building, and they preserve. They don't use so much glasses, for example. I know in Europe, glasses are important because of the snow and because of the cold, but nevertheless, they had these too. So this is something that could be very interesting, how you plan in terms of physical infrastructure building, how you plan in terms of your streets, that all can have, and the last one I will say is environmental education. You have a very nice environmental education.
in terms of change. You don't say that because I see in the streets, everybody, okay, let's compare your education to our education. Everybody losing things on the streets and everything. I mean, it's different. Okay, you have a ceiling. I can suppose you are talking about this, but then in terms of how much dangerous is the possibility of not teaching, of not showing, of not, because it's life. And life will continue and the heating will continue. Remember that we are just facing accumulative emissions. Now we're talking of diminishing, but we have 500 years of accumulated emissions and they're doing their stuff already. It's what we call it natural inertia. If you don't tell them, there will be a moment, sorry, it's okay. Thank you. Kdo se kaj rad pokomentiral? V slovenščini odgovorim? Ja, Ja. lahko je. Ne, samo hotela sem reči, da trenutno glede na prvo kot prvo, sigurno smo vsi mi trije se izjavljali iz neke zelo privilegirane pozicije, zadeva bi bila lahko bistveno slabša, kot je. Zelo velik del, naprimer vsaj pri načrtovanju prostora, pa zaščiti zelenih površin, javnega prostora, tudi na stanovanjskem področju, nažalost je tam malo zadeva že zamudila. Včasih rabimo aktivisti v Sloveniji delati na tem, da kakšne dobre zadeve ohranimo, ne pa da šele nastanejo. In to je mogoče ena pomembna slovenska specifika. Druga zadeva je to razmerje med javnim pa zasebnim. Jaz mislim, da je čist prepozno, da bi čakali na razsvetljene zasebnike, ki bodo pametneje gradili, pošiljali svoje ljudi v službo. Mislim, da rabimo velike infrastrukturne projekte tipa vlaki, ki bodo ljudje drugače pripeljali od točke A do B. Sigurno bi pa tudi pomagali, če bi se sistem subvencioniranja poti z avtomobilom ukinil. Mogoče bi se jaz samo še dotaknila tega, kar se mi zdi, da je tudi pomembno vprašanje, pa kar zaenkrat vidimo v Sloveniji, da je v bistvu rezervirano nekako za najbogatejše pa privilegirane, in sicer v bistvu vzdržna stanovanjska gradnja. Pač je nekaj, kar v bistvu še nismo ugotovili, kako narediti dostopno. In tukaj se mi zdi, da po eni strani je pač te tehnologije in načini gradnje, da so izredno pomembni in lahko veliko doprinesejo, ampak hkrati pa pogosto jih ne znamo narediti na dostopen način. In tukaj se mi zdi, da en super primer je pač iz Španije prva novo zgrajena zadruga Laborda, ki je v bistvu pač z low-tech pristopom pač uspela zagotoviti res visoko energetsko učinkovitost in s tem tudi nasloviti recimo hkrati energetsko revščino. Druga stvar, ki se mi zdi pa recimo pomembna tudi pri razmišljanju o stanovanjih, je pa tudi kak način bivanja spodbujamo pri tem. In to pa recimo pač lahko tudi ravno s tem, da pač imaš ljudi, ki se poznajo, si lahko pač več delijo, lahko pač marsikaj dosežeš, hkrati pa recimo imaš tudi, tam je sicer to že res uveljavljena praksa, pa ni nič spornega, ampak recimo švicarska zadruga Merrells Wohnen pač zahteva, da ob tem, ko dobiš stanovanje, podpišeš, da ne boš imel avtomobila, kar je seveda tudi pogojeno s tem, da pač imaš druge dobre opcije. Ampak hočem reči, da pač tukaj se mi zdi, da ja, po eni strani moramo razmišljati o materialih in tehnologijah, po drugi strani pa tudi v bistvu na kak način bivamo in kako bi mogli bivati. Okay. Imamo še na Zoomu en... Ja, gospa Klala Širovnik iz časopisa Večer sprašuje specifično gospoda Matica Primca. Mestna občina Maribor za naslednje proračunsko obdobje načrtuje 1 milijon evrov za participativni proračun. Kaj bi veljalo v želji po omilitvi vplivov podnebnih sprememb predlagati? Kje so v Mariboru v tem smislu največje nuje? In pa še eno vprašanje za vse sodelujoče.
če poznajo kakšen konkreten primer greenwashinga v kontekstu urbanističnih in arhitekturnih posegov v mestih, ali se kateri od sodelujočih spomni kakšnega posega, ki je bil s strani odločevalcev označen za zelenega, a je šlo v bistvu samo za preusmerjanje pozornosti. Ja, zdaj konkretno mariborski participatorni proračun pač danes zaključuje zbiranje predlogov, tako da očitno se še iščejo ideje, ampak moram povedati, da vse, ki sem jih imel, sem jih že predlagal včeraj. In sem predlagal na primer pilotni projekt crowdfundane solarne elektrarne, kot pač model, ki naj ga občina pol naprej izvaja. Tudi ozelenitev nekega pač predela, ozelenitve sten, ziher sem jih še več prisežem, 10 sem jih dal, za se jih ne spomnim, ampak ja, ne vem, ne bi znal zdaj s konkretnimi. Pač na območju toplotnih otokov v Mariboru, ki jih je tudi kar nekaj, pač seveda tudi nad shopping centri, pa okoli industrijske cone. Predvsem je treba povečati količino zelenih površin, kar je včasih kompliciran, zato ker občina načrtno odprodaja vso zemljišče, kaj jih ima, mislim, in pa že nima kje več izvajati kakih politik, in zdaj pač je glavna naloga, da najdeš nekaj, ko sploh še ima občina, in pa tam predlagaš, naj se nekaj bolj zelenega naredi kot to, kar je, če se pusti, bo pač nekdo tam poslovno stanovanjsko zgradbo naredil, vse okoli pa parkplac, kot je pač tipično. Ja, moj definitivno najljubši primer greenwashinga je bila vodna drča na Kongresnem trgu, ko so jo napihnili tako orjaško plastično vodno drčo, zato ker je bila Ljubljana zelena prestolnica. To je moj tak favorit. Drug malo bolj recent primer, ki bi ga izpostavila, je pa zelene strehe na avtobusnih postajališčih, ki so absolutno najmanjše strehe, ki obstajajo v mestu sploh. In to so zaenkrat skoraj tudi edine strehe v Ljubljani, ki so ozelenjene. Čeprav ne pravim, da so zelene strehe najboljša možna rešitev, ampak če se že tega lotevamo, so sigurno kakšne z večjo kvadraturo. I'm sorry, but we have to finish at this point, if I understood correctly. Se pa lahko seveda za kakšno vprašanje še vedno, če so gosti in gosti pripravljeni, še za kakšno vprašanje kasneje obrnete v okviru debatice tamle zunaj oziroma na cigaretu. Hvala vsem, ker ste poslušali, za komentarje, za vprašanja. Zdaj pa nadaljujemo s programom.